Ljudje, zmrzno bom. Glede, takole med vožnjo si piham v prste, ker noro mrzlo. Dobro jutro, dober dan. Evo, nov dan je pred mano. Drugače sem spal zelo malo, ker sem ta video objavljal ob 1:30 zjutraj. Tako da sem spal samo 3 ure. Zjutraj šel na zajtrk, potem sem si pa urejal prevoz do Hajjan, tako nekako se izgovori. In neverjetno, ljudje, če bo tule takole zlaufalo, čist pocen prevoz so mi zrihtali tle na recepciji in me bojo sem prišli puj, se pravi, mi nikamor ni treba hoditi. Vozil se bom ene 5 ur, plačal bom pa to ene 12-13 evrov maksimalno. Pocen, če me vprašaš, pa to naj bi bil malo boljši avtobus. Bomo videli, kako bo. Nisem čisto zastopil, ker včeraj sem se z enim pogovarjal, danes z drugim, tako da pojma nimam. Tako da upam pa, da se spele vse tako, kot smo dogovorjeni, da bom zdaj tle čakal, pol pa me noben puj ne bo prišel, ne. Tako da, ja, zdaj se veselim, ker mislim, da je tole pred mano najboljš, kar prihaja v Vietnamu. Zato glej naprej, narod se na moj YouTube kanalu, kolikor še nisi naročen, se vidite, koliko se trudim. Madona, zaradi tega sem samo 3 ure spal, tako da dej klikn ta, naročite se, to je čisto brezplačno. To je samo to, da če greste na YouTube, obstaja malo večja možnost, da se vam kje pokaže kakšen moj video. Lejte, meni pa to veliko pomeni, ker pač, lejte, da vidim pač, koliko je ljudi naročenih na moj kanal in mi je tudi v interesu, če se že toliko matram, da ljudje gledajo moje videe, ne, zato dejte, no, ta naročite se, kliknite. Nič, zdaj pa samo upam, da se vse reši s tem prevozom. Evo, majster me je prišel puj in zdaj mi je vzel kovček, jaz grem pa peš. Upam, da mi nov kovček odpeljal. Evo me majster čaka. Aha, tamle bo stavil. Malo se vprašaš, če boš še kdaj videl kovček. Evo, tole je ta, kovček mi je pripeljal, good morning. Evo, zdaj smo na avtobusni postaji. Zdaj pa avtobusa ne najdem. Mi bojo tele punce povedale, ko se znam. So zmedene tako, kot jaz. V glavnem boste videli avtobus, spalnik. Dobro so tu zorganizirali. Semle so nas pripeljali, koštalo bo pa to, sem že prej rekel, 12-13 evrov, pri hotelu te poberejo. Noro. Evo, takole izgleda ta avtobus. Tole je moja kabinca, vrhunsko. Še računalnik bom lahko zalaufal. Noro dober.
Ljudje, tole je noro, res kar smeje se mi. Če glede na to, da sem tako malo spal, mi bo to zdaj pasalo ful, bom lepo zaspal. Noro dobro, noro dobro. Evo pa še tako imam oken, da gledaš ven. Ja, madonna. Tisto se pa tole spomnil, pa vsakemu čast. Zdaj pa nisem več tako navdušen. Trpim za popizdet, ker me tok na WC. Zdaj da imam malo prehlajen, pa pogosto hodem in ne moremo iti potežiti, ker smo šle dobro uro. Bom pa šel čez pol ure. Če sem tle poscal, sem krum to, da drugič bom eno flaško tako vzel, da se bom noter, ker drugače to ne gre, žal. Pa nič ne smem piti prej, pa makar dehidriral. Tole res, se veste kako je, če te modi, pa ne moreš zaznort. Ta problem sem rešil z WC-jem. Človeku sem dal 1 evro. Nikje glih enemu drugemu stavil, domačinu, da je že sem dol. Sem pa rekel, no, tle pust me, ker me bo razneslo. In sem tam mogel kar med ljudmi. Ni šlo drugače. Je bila taka muka, da kjerkoli bi. Sem, da sem to rešil, drugič moram pa to gruntati. Neč pet pa res neko eno flašo nabaviti, da bo šlo drugače. Da vam še zunaj pokažem nas avtobus. Glejte, čist normalen avtobus. Samo predelan v spalnik. Glejte, tle pa še en. Ta je pa tudi spalnik, ampak imam čuti, da je pa še malo bolj modern. Ja, podeželje, lejte, čist drugače kakor mesto. Zdaj imamo pa še približno 2 ure pa pol do cilja. Problem imam s tem WC-jem, zdaj tle smo ostali redno za WC, pa sem spet mogel jeti, tako se bojim, da spet imam problem. Evo, avtobus nas je pripeljal v ta Hadžan, tako nekako se izgovori. Hotel imam tamle 500 metrov naprej, pa mi je mačkam težko iti s tem težkim kovčkom. Tule iščem ta grab, pa ga zgleda ne najde. Drugače pa lejte, ljudje v bundah, samo jaz v kratkih hlačah. Če na druge bo treba iti pa peš. Bomo videli, če bo najdel kaj. Ampak vsaj 500 metrov tudi ni take sile. Grab ni najdel prevoza, tako da sem se kar peš odpravil. 100 metrov sem že dal čez, še 300, evo. Takole fino se tole pele. Tako da ni nobenega problem, pa fino je, ker imajo pot dobro spucana, ne. Tako da, evo, teli grejo pa na turo zgleda. Prišel do hotelčka, bolj zgleda, kakor sem mislil. Tale majster mi je že gor odnesel tale kovček. Ga je kar malo presenetila teža. Lejte, lepo, fino. Tale majster se riskiral zame, tako da, thank you. Da vam pokažem mojo čudovito sobo za 19 evrov. Lejte, prvič, to je za 4 osebe, to je tudi tukaj lepo za vse, prostorno,
zelo čisto televizije, ki da rabim. Lejte, WC tudi zelo lep. Aha, tu štlele, čist super, čisto je, vrhunsko je. In lejte, to sem dal 19 evrov. Ampak veste kaj? 19 evrov tole stane za 4. Tako da isto, če bi bili 4, bi isto 19 evrov plačali. Pa, ne boste verjeli. Tudi zajtrk je vključen. Sicer na meni bojo fino profitirali, ker sem plačal za 4, pa sem en zajtrk pojel, ampak gledajte, jaz sem navdušen. Zrihtal sem si motorček, v glavnem vse, ker jutri grem na 3-dnevno turo, Hajjan Lup se to imenuje, tu so take hude poti, stoj pa glej, res. Sicer malo me skrbi vidljivost pa to, drugače, če je vreme lep, je top. Zdaj, žal, jutr ni lep vreme, pojutrišnjem pa ta 3 dan pa je. Žal. Kaj pa, če bi bili vsi 3 dnevi slabi? Tako da, jutr se odpravim, vse sem zrihtal, ena gospodična zelo prijazna in lejte, ne morem verjeti, kako je enostavno potovanje tukaj po Aziji. Mislim, teli tlele, tu sem že na Tajskem opazil, sem že večkrat vam rekel, da Tajci so ka Nemci. Natančni, vse imajo poštimano in teli so tudi. Filipinci niso glih taki, s Filipincem je malo težji, prej kaj pozabijo, manj so organizirani. Teli Vietnamci so pa tudi mislim, noro in res ljudje po teh državah, kot je Tajska, Vietnam, to je čisto enostavno potovati. Čisto enostavno, saj ste videli že v prejšnjih videih, pa tudi še v naslednjih boste videli. Noro dober. Zdaj le še rezerviran hotel za jutr in to je to, potem, pokaj grem pa delat, moram pa kar nekaj na računalniku narediti, pol pa spat, ker nisem skoraj nič spal. Mejte se, gremo v akcijo. Zdaj sem si pa še prvoščil večerjo in kosilo ob enem. Jem tukajle v restavraciji od hotela, ampak oni nimajo restauracije, tako da ti jo pripeljejo v druge, zato je v tem, kar mi sicer ni najbolj všeč, ampak bo čist ok. Rihtam tle še en video, da bo, pogrem pa, bo pa že počas treba bilo jeti spat, malo še naštudiram, kaj jutri pogledam in to je to. Dobro jutro. Evo mene na zajtrku v tem hotelčku, ki sem vam ga že pokazal. Fino, jajček, zelenjava, sadje, dobro so pripravili. Me pa malo zjebe, premalo imam za obelčiti, tako da tu bom lahko imel problem, ampak tu bom bolj kasneje reševal, zdaj najprej pojemo. Takole znam pa jaz razturiti sobo. A je še kdo tak, ali sem samo jaz? No, ni še tu vse, še tu je tlele, Zdaj pa preden grem na ta trip z skuterjem, si moram vse zrihtati za tale majhen ruzak. Sploh ne vem, kako bo šlo, zato ker smo tukaj tega fotoopreme, pa niti ne morem tle nič pustiti. Aha, lejte, ne vem, katere merelke naj obujem. Tele sem mislil taleve, ampak jih je škoda, ker so čist nove, tako da bom kar desne. Evo, tlele imam skoraj do konca prebrano knjigo od Bojane Ivanović,
ker kaže odlična knjiga, tudi mnenje poslal, ki bom prebral do konca. Vidite, koliko vam je stole, lejte, tu so razne, to niso štumfi, da ne bo kdo mislil, tle imam noter rezervno kamerco, to moram vse seboj vzeti, pa imam fotoaparat, no, imam pa premalo za oblič, ne, lejte, samo tole imam, pa en zelo tenak puloverček, ki ga imam na sebi in to je to. Pa tole, hvala Bogu, imam še tole dežno jakenco sem si nabavil, ki je bom najbrž mogel kar obleči, zato da me ne bo zeblo. Pa prenosnik bom tudi seboj vzel, imam le vsak dan neke stvari za narediti. Vidite, pa powerbank ima 300 dek, pa tako naprej, pa kar zmanjka placa, tako da borba z prostorom bi se temu reklo, ampak bom nekako rešil. Ostalo pa pustim tle, tisto, kar nam se bo vzel, bom v ta velik kufer dal in gremo dalje. Evo, še čisto malo pa gremo na Turca, tlele mi majster ruza krihta, mogoče mi ga bo tamle lepo fino odzad namontiral, ja, bo, lejte, noro dobro, res sem se pa že ustrašil, koliko bom modela, ki je težko pa tu, vrhunsko bo tole že vidim. Super mi gre tole, motorček laufa. Zdaj imam pa eno težavo, lejte, navigacija mi kaže, da moram imeti tlele, mogoče treba iti pa tlele, ne vem, je pa, veste, tuk teh motoristov, tu gre 1000 ljudi na dan, tako da ne bom 3 minute čakal, pa bo kakšna skupina šla, pa bom videl, a bojo šli tle ali bojo šli tam. Drugače me je pa tudi že policija ustavila, kar sem se majčkeno bal, ker saj veste, kako je lahko s policijo, ti najdejo nekaj, če tičjo, ampak mi niso nič, človek mi je na koncu roko dal, pa rekel, da imam fino, vse urejeno, zahtevajo pa in mednarodno vozniško in še domače vozniško, tako da če bom kdaj šel, je fino, da vzame oba. Tole je pa prva razgledna točka, vidite, tam dol se vije kolona, pokrajina je pa takale hribovita. Naslednja razgledna točka, vse jih je mnogo, na vsakih 500 metrov, kilometer. Vidite, biznis laufa, tako da tle en objekt gradijo. Super. Takole izgleda na raznih razglednih točkah, gledajte, koliko je tu ljudi, kakšna kapla dežja že pade, vidite, eni so se že čisto zadev zrihtali, oziroma gledajte, teli čist, saj tole so tudi manj dal, tako kot so te, tako da to je skupina, že verjeten vejo, da je dež padal, jaz se še ne bom, ker se mi ne da, zebe me kot psa. Meni izučilo, rečemo, Kilimandžaro pred dobrim 20 letem, ko sem šel, ko sem tudi zmrzol gor. Če dale bolj dež pada. Da vidimo, kaj imamo tle.
Čakaj, gremo tu po teli cesti, ne, puni naprej. Tam je nekaj jezera. No, dober razgled, ampak jih je bilo že cel kup, tako da grem kar naprej. Tale sem pa mogel odstaviti, ko sem videl tale plakat s tem opicam, sem mislil, da bom tle jih videl. Glejte, ko so hude. Nič pa ne piše, kje so. Piše, da so endemična vrsta v Vietnamu, to pomeni, da so samo v Vietnamu, glejte pa, ko so hude. Upam, da jih kje vidimo. Vreme se majčkeno popravlja, dežja ni več, je čisto nehalo. Kje pa tudi malo posije sonček. Glejte, tle od zadaj vidite že riževa polja. Saj po mojem, da so riževa, neka so. Ampak glejte, tu ni še nič, tle tega bo na tej poti še cel kup. Sem pa kar dobro zmrznil, tako da ko me čakam, da pridem v toplo sobo, pa da se zavijem v kovter, pa zaspim. Tudi spal sem spet bolj malo. Zdaj, s tem videjem vse je toliko dela, da je kar ni cajta spati, tako da danes sem se pa odločil, da se pa bom naspal, pa tudi če kaj počaka. Veselica. Zdaj je pa res orenk začel padati dež. Glejte, motorček čisto moker. Ampak glejte, kaj ti dajo. Glejte, bom dal kamero dol. Ste videli? Tu vse dobiš že, ker rentaš motor in tudi fino tole za na noge, ker če ti sploh nisem gruntal, če ti mi pa zmoč čevlje, pa sem pa gotov, tudi za jutri. Tako da dobro so nam tole zrihtali. Ljudje, zmrznil bom. Glejte, takole med vožnjo si piham v prste, ker noro mrzlo. Zdaj, hvala Bogu, da je nehal padati. No, so pa taki lepi razgledi. Verjetno je to tudi zato, ker je dež bil malo lepši. Je fino, morate priznati. Zdaj pa naprej, še 30 km imam. Takole je pa videti soba. Ni buh ve kaj, ampak v končni fazi je pa čisto dober. Cena pa 11 €. Mislim pa, da je brez zajtrka.